Žiga Vešligaj, pedagog saksofona, je umetniški vodja Big Banda Šentjur, ki navdušuje s poletnim festivalom Ramna Jazz ob Slivniškem jezeru in z decembrskimi tematskimi koncerti. Big Band vodi že od leta 2017. Zagnana ekipa sodeluje z velikimi imeni slovenske glasbene scene in navdušuje mlade za jazz. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamuje življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. Big Band Šentjur je zasedba 20 članov, ene članice. Stari so približno od srednješolci pa do odraslih. Pretežno študenti glasbe ali bivši študenti glasbe, profesionalci ter nekaj entuzijastov, amaterjev, ki pa se seveda super vklopijo v naš kolektiv. V zasedbi pa imamo v bistvu veliko srečo, ker so naši člani zelo talentirani tudi na večjih področjih, kar se tiče same glasbe, tako da se lahko pohvalimo, da večino skladb, ki jih izvedemo, večino aranžmajev si priskrbimo sami. Naša dežurna aranžerja pa sta Matic Plemenitaš ter Martin Belcer. Vaje Big Banda potekajo ob vikendih v dopoldanskem času. Ponavadi smo poleti prosti, pa potem od septembra do decembra en ciklus, pa drug ciklus od januarja do junija. Hkrati se dvakrat letno odpravimo tudi na intenzivne vaje, kjer pa res do potankosti izpilimo naš program. Zasedba bo kmalu stara 20 let, nastala je pa v bistvu na podlagi Mladinskega pihalnega orkestra glasbene šole skladateljev Vipavcev Šentjur, kjer so potem tedanji člani ustanovili Big Band ter nadaljevali svoje delo. Še vedno pa super sodelujemo z glasbeno šolo, saj nam tudi nudi prostor za vaje. Ramna Jazz Festival smo v bistvu osnovali na osnovi Open Air jazz koncert festivalov v tujini. Je pa bila seveda velika olajševalna okoliščina, da smo bili v dobrih odnosih z lastnikom Ramna. Tako da smo se hitro dogovorili in je zaživel nov jazz festival v Šentjurju. Festival Ramna Jazz pa krasi seveda tudi prekrasen ambient Slivniškega jezera, zaradi česar v bistvu smo se hitro odločili, da ta festival pripravimo tam. Potem pa nas je seveda krasen odziv publike, poslušalcev spodbudil k temu, da s tem festivalom nadaljujemo. Tako da v bistvu ta festival sedaj star že 13 let. Pri osnovanju programa za Ramno Jazz nekako stremimo bolj k temu, k naravi same prireditve. Prireditev poteka na odprtem, če je le vreme nam naklonjeno. Tako da nekako skušamo pripraviti ljudem program, ki bo sproščen, da se lahko tudi kaj popije zraven, da se v bistvu lahko malo podružijo, hkrati pa običajen krasen koncert. Vedno v goste povabimo tudi dve gostujoči zasedbi. Ponavadi ena zasedba otvori večer, malo spravi ljudi v razpoloženje za jazz, potem nastopi Big Band Šentjur, na koncu pa v goste pridejo gostje, ki poskrbijo za zabavo, ampak še vedno v okviru te glasbene zvrsti. Pri organizaciji naših koncertov pa člani Big Banda v bistvu smo deklice za vse. Velikokrat se zgodi, da cel dan postavljamo sceno, postavljamo oder, šotor, okrasimo prireditven prostor, potem se kdo od naših članov prelevi v lučkarja, v električarja, hkrati vse je že bilo. Potem pa ponavadi hitro domov pod tuš ter nazaj na tonsko vajo ter na oder, kjer seveda prireditev izpade, kot da smo prišli samo nastopati, pa temu res ni tako. Jazz glasba na splošno v tem okolišu ni bila tako priljubljena. Smo pa člani Big Banda seveda sodelovali po nastopih, koncertih širom Slovenije, pa tudi po Evropi. Šolali smo se tudi v bistvu po tujini in nekako začutili, da to glasbeno zvrst je treba pripeljati tudi v Šentjur, ponuditi poslušalcem še to opcijo in mislim, da so jo super sprejeli. V želji po še večji promociji jazz glasbe v Šentjurju pa smo v preteklem letu v Big Bandu v sodelovanju z glasbeno šolo skladateljev Vipavcev začeli prirejati tudi jazz abonma Šentjur, ki poteka prav v tej dvorani
in na njem gostimo vidne predstavnike slovenske jazz scene ter tudi goste iz tujine. Se pa delovanje Big Banda Šentjur malenkost odraža celo v vpisu v glasbeno šolo Šentjur, saj so nekateri inštrumenti precej pridobili na popularnosti. Jaz bi mogoče to pripisal tudi temu, da veliko otrok se udeležuje naših koncertov. Prav za ta namen smo pa v bistvu tudi v sodelovanju z glasbeno šolo par let nazaj začeli prirejati jazz delavnico, namenjeno prav otrokom, kjer otroci skozi cel vikend pridobivajo nova znanja na področju jazzovske glasbe, nato pa za zaključek vikenda skupaj z Big Bandom nastopijo na zaključnem koncertu udeležencev. Naš program za tekoče leto v bistvu se začne pripraviti že kar zgodaj, že v mesecu januarju, kjer se ponavadi na enem delovnem sestanku dobimo jaz kot umetniški vodja, naš predsednik društva Anže Škornik ter najina desna roka Matic Plemenitaš. Potem pa ob dolgih debatah nekako pridemo do idej, kaj ponuditi poslušalcem tako na Ramna Jazz kot tudi na naših tematskih decembrskih koncertih. Na teh decembrskih koncertih smo v preteklih letih, eno leto smo posvetili filmski glasbi, eno leto smo posvetili novejšim slovenskim skladbam. Eden od odmevnejših koncertov, ki smo ga izpeljali v minulih letih, pa je bil koncert poimenovan My Way, posvečen Red Packu, ki so ga sestavljali Dean Martin, Frank Sinatra ter Sammy Davis Jr. Velike čevlje je v našem primeru stopil Matic Plemenitaš, ki je res odlično odpel vse te komade. In se nam v bistvu ta projekt zelo dobro tudi prodaja naprej. Saj v bistvu smo z njim gostovali res že širom Slovenije. V zadnjih letih pa se poslužujemo tega, da v goste pripeljemo nekoga poznanega iz slovenske glasbene scene. Tako smo v bistvu v zadnjih 2 letih sodelovali najprej z Vladom Kreslinom, v minulem letu pa še z Otom Pesnerjem in Urošem Peričem. Pri koncertu z Vladom Kreslinom se je v bistvu že od samega začetka čutila neka dobra, pozitivna energija. Vlada smo kontaktirali, mu predstavili našo idejo, s tem, da smo želeli res poslušalcem ponuditi celoten koncert Vlada Kreslina z Big Bandom Šentjurjem, kajti dostikrat je praksa teh zasedb, da pride nekdo v goste, potem pa skupaj odigrajo 3-4 skladbe, ter je ponavadi to. Mi smo se odločili, da zapakiramo celoten paket, tako da v bistvu smo z njim pripravili celovečerni koncert 20 skladb. Vlado je prišel na vajo, je bil navdušen, prišel na koncert, res super energija, super publika, super vzdušje, tako da res mislim, da lahko govorim v imenu celega Big Banda, če povem, da je to bil eden najbolj uspešnih ter najbolj prijetnih projektov, ki smo jih zastavili. Ker pa je bil ta projekt na Ponikvi tako dobro sprejet, nas je v bistvu kaj kmalu po koncertu kontaktiral Vlado sam, ter nas v bistvu povabil, če bi z njim nastopili še na festivalu Lent. To je bilo v mesecu juniju, kjer pa je res bil en velik koncert, veliko publike, še bolj noro vzdušje. In potem smo na tem valu še tega koncerta se kaj kmalu dogovorili še za gostovanje v Žalcu, kjer pa zopet, tako kot že 2-krat poprej, res krasen koncert. S tem pa našega sodelovanja z Vladom še ni konec, saj nas je povabil letos v mesecu avgustu, da z njim nastopimo v Ljubljanskih Križankah, česar se pa res zelo veselimo in se nam zdi res ena velika potrditev, da nekaj počnemo prav. In smo hkrati zelo ponosni, da smo spravili Big Band Šentjur v Ljubljanske Križanke. 2 naša glavna projekta vsako leto sta, kot rečeno, Ramna Jazz Festival v juniju ter decembrski koncert, ki se zadnja leta odvija na Ponikvi. Saj smo ugotovili, da nam je Ipavčev kulturni center rahlo premajhen za vse obiskovalce, ki bi želeli obiskati naš koncert. Tako da ti 2 prireditvi ostajata vsako leto zagotovo. Vmes pa seveda so še številni koncerti širom Slovenije. Tako se letos odpravljamo še v Slovenske Konjice, pa kot rečeno že v Ljubljano, pa sigurno se bo še kaj pojavilo. Oba naša samostojna vsakoletna projekta pa sta seveda vsak po svoje velik finančni ter organizacijski zalogaj, ampak imamo res srečo, moram na tej točki izpostaviti seveda na Ramni lastnika Ramne Luko Polenška, ki nam res ogromno pripomore ter pomaga pri organizaciji.
hkrati pa pri decembrskih koncertih pa zadnja leta res lepo sodelujemo z osnovno šolo Blaža Kocena Ponikva ter njihovo ravnateljico Andrejo Cvirk. Dejstvo, da ljudje redno prihajajo na naše koncerte, se vračajo na naše koncerte, pa tudi seveda nova publika, da vedno znova prihaja, nam je hkrati eno velika potrditev, pa tudi motivacija za naprej. Moram reči, da v bistvu pred 10 leti je Big Band deloval na neki točki, kjer smo imeli en koncert letno v IKC-ju, pa še ta ni bil poln. Zdaj pa v bistvu se lahko pohvalimo s tem, da je razprodana telovadnica na Ponikvi, hkrati tudi Ramna Jazz poka po šivih, obiskovalcev je iz leta v leto več, kar nam res daje nek zagon tudi za naprej. Ti dogodki vsekakor se mi zdi, da so pomemben del neke kulturno-turistične podobe Šentjurja. Zato tudi v bistvu si jih želimo ustvarjati še vrsto let. Se mi zdi, da tudi na prepoznavnosti so zdaj že toliko pridobili, da ljudje tudi izven meja Šentjurja že poznajo naše prireditve, se jih redno udeležujejo. Seveda pa tudi domačini so vsekakor vedno v velikem številu pridejo podpreti ter uživati na naše koncerte. Da takšno društvo lahko pa uspešno deluje, pa seveda nam zelo veliko pomeni, da imamo že v samem društvu tako super kemijo, res smo super klapa, super se razumemo. Hkrati nas zelo podpirajo tudi naši družinski člani pa prijatelji. En kup sodelavcev, ki vsakič znova pripomorejo, da ti koncerti izpadejo tako, kot smo si mi zamislili. Seveda gre pa velika zahvala tudi občini Šentjur, s katero tudi zelo zgledno sodelujemo. Plani za prihodnost društva seveda ostajajo prirejanje naših tradicionalnih prireditev. Zdaj, včasih nas mogoče celo malo preseneti sam odziv oziroma odmevnost projektov, tako da kaj veliko si niti ne upamo planirati. Delali bomo po svojih najboljših močeh, pa bomo videli, kam nas to pripelje, ampak mislim, da zaenkrat nas pelje v pravo smer. Sanjski event društva, v bistvu društvo naslednje leto praznuje 20. obletnico, tako da smo na to temo je že bilo nekaj govora, kaj bi pripravili poslušalcem. Imamo v glavi en mogoče malo za Šentjur nenavaden, malo še bolj obsežen projekt. Ne bi pa rad razkril točno, kaj imamo v mislih. Za vse tiste, ki pa ste mogoče zamudili katerega od naših minulih koncertov, pa lahko skočite na naš YouTube kanal, kjer redno objavljamo posnetke z teh koncertov. Vabljeni na naše koncerte! Programska zasnova koncerta se v bistvu začne že kar zgodaj v letu, že v mesecu januarju, kjer se ponavadi na enem delovnem sestanku dobimo jaz kot umetniški vodja, potem predsednik Big Banda Anže Škornik ter najina leva roka, desna je, ne?